Na zadnjič so komentirali, da razkazujem avto, da se važim. Namreč mimo šole sem vozil čisto počasi. Pred šolo je seveda v območje umirjenega prometa, se pravi 10 na uro, ne 30, ne 50, ampak čisto počasi. In na to, kot vidim, redno pozabljamo. To so recimo pokazali tudi podatki iz Drivea, ko sem decembra snemal zgodbo o Driveu, so mi računalničarji iz Zavarovalnice Triglav pokazali primer, kjer imajo starši pogosto pretežko nogo. No, bom priložil link. No, jaz nisem angelček. Tudi ponovadi ne gledam na števec, ko se peljem mimo šole, tudi zato ne, ker se mi zdi, da bi bilo to kontraproduktivno. No, se pa trudim biti uvedeven oziroma obziren do drugih v prometu. In ta uvedevnost me je zadela sploh prejšnji teden, ko sem se sprehajal po centru Ostersunda, se pravi tam sredi Švedske. Namreč tam center ni zaprt za promet, ampak je vse skupaj eno veliko območje umirjenega prometa in v praksi to izgleda takole. Avtomobili, mamice z vozički, kolesarji, po tamkajšnji Čopovi ulici gredo eden mimo drugega obzirno, počasi in meni se to zdi sobivanje v pravem pomenu besede. Seveda je moja velika dilema, ali smo Slovenci sposobni biti tako uvidevni drug do drugega, da ne bomo udrihali, da ne bomo trobili, ker na splošno se mi zdi, da si kompliciramo življenje, če postavimo enega na pločnik, enega na cesto, določimo ekstra parkirišča. Se mi zdi, da bi takšna prijaznost pa uvedevnost bila čisto dovolj v prometu, pa bi se vsi lahko imeli fajn v prometu. In me zelo zanima, kaj pravite vi. Seveda pa ste na posnetku videli tudi nekaj, kar pri nas ni prav običajno in seveda tam gor na severu pa tisti kolesar ni bil čisto nič posebnega. No, se vidimo jutri, pa ne bom nič povedal točno, o čem bom jutri govoril.